Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes, bila sem gostja na Planet TV, jutro na Planet TV in sem tako lepo našminkana, da sem rekla, zdaj, ko sem prišla nazaj v Sežano, posnamem najprej video, ker pač sem zrihtana. V glavnem govorili smo o tem, kako si pripraviti olje iz armana in lakote za porjavitev. Tako da, to je nasvet v knjigi Ko ima življenje žur na strani 155. Mogoče povabilo, pejte prevrteti nazaj pa poglejte oddajo, v glavnem okrog 9. ure zjutraj je bilo. Kako se pripravi to olje, sem že lansko leto snemala, pa bom še letos še enkrat, ker vas želim spodbuditi, da pripravite sami svoja naravna zaščitna sredstva za kožo, ker dejstvo je, glejte, koža je največji organ in tako ali tako ga je treba pač hraniti z naravnimi zadevami. In jaz sama se tega držim. Pač na kožo dajemo čim manj umetnih zadev. Ja, seveda, kozmetika je eno, ampak ko jo odstranjujem s tem oljem. Za negovanje, tudi za porjavitev, uporabljam to olje. No, ampak več o tem v naslednjem videu, ko bom doma, ko bom še za vas še enkrat posnela ta video. Zdaj vam bi pa rada govorila prav o tem, poletje je tukaj, to je dejstvo. In seveda, ko se spravimo v kopalke, rečemo, ojoj, tukaj malo preveč in tako naprej. Kaj narediti, da se na hitro znebite maščobe, ki se nabira okrog pasu? Kako poskrbeti za to, da ste pač boljš videti v kopalkah? Ker eno stvar, celulit, vse ženskega imamo, ker pač limfa deluje drugače kot pri moških. Ampak kaj narediti, da se vse majčkeno umili stanje vaše kože, tako da ste lahko bolj samozavestni v kopalkah? No, prva zadeva. Začnite zjutraj s sokom iz zelene. To je v bistvu res zakon, ali pa peteršilj, ravno tako deluje. In boste videli, kaj se bo zgodilo z vašo kožo na stenih. Enostavno pač izboljša se, koža postane gladka, limfa se izboljša, ker zelena čisti limfo, limfa pa v bistvu, če zastaja tekočina na limfnem sistemu, dejansko se to pozna na našem celulitu. To je prva zadeva. Zjutraj sok iz zelene. Druga zadeva. Če želite sploh shujšati in da se tako na hitro malo preoblikujete, gluten stran. Ampak prav stran. Zdaj pa po moje vsak pomisli, kje pa je ves ta gluten? V glavnem, v knjigi Ko ima življenje žur, imate razpredelnico po glikemičnem indeksu in po glutenu. Se pravi, to je na strani 112, se začne. In v bistvu, zakaj sem to delala? Zato, ker sem sebi želela pomagati in tudi vam ne nazadnje, ker toliko je enih stvari, ki mogoče sploh ne vemo, da je noter gluten. In tisti, ki smo občutljivi na sladkor v živilih in tisti, ki smo občutljivi lahko na gluten, nimamo ne ene in ne druge alergije. Ampak lahko se zgodi, da se počutimo napihnjeni in potem nehamo jesti mlečne izdelke, ker rečemo, ja, mene mlečni izdelki napihujejo, mogoče pa problem samo v glutenu. Se pravi, damo stran vse pripravljene stvari, ki jih dobimo v trgovini. To je prva zadeva. Če boste dali stran karkoli pripravljeno, ima noter nekaj, kar ima gluten. Vse. Tudi recimo razne začimbe, ki so te ojačevalci okusa, notri je tudi gluten. Se pravi, uporabljate posebej majaron, origano, papriko, ne pa že neko meščanico zelišč, ker tam noter ali pa teh začimb ponavadi je noter skrit gluten. V glavnem, lahko pa uporabljate riž, ampak riž ima zelo visok glikemični indeks in vas bo redil. Če že kuhate riž, ga dajte trdo kuhanega in se mu zniža škrob. Potem naslednja stvar, glutena nima krompir. In zdaj seveda, krompir ima spet zelo visok glikemični indeks in če boste jedli krompir, recimo tako kot zdaj ta mlad krompir, ki je božanski, dajte zraven začimbe, ker če boste dali zraven prav na ta mladi krompir, date gor mleto kumino. Kumina ima pa dejansko glikemični indeks 0 ali pa 5, dobesedno kumina razpolovi vrednost sladkorja v krompirju. Dajte gor peteršilj in boste videli spet peteršilj,
spet zmanjša glikemični indeks krompirju in še ena čudežna začimba je, in sicer kurkuma. Kurkuma tako ali tako paše na krompir, sicer ne bo okus tega našega slovenskega mladega krompirja, ampak če boste dali še zraven kurkumo, dejansko kurkuma zniža glikemični indeks za polovico. Juhej! In to pomeni, da lahko jeste, ne vem, imate nek popečen zrezek, krompir, neke solate in dejansko imate obrok tudi za hujšanje. Pomembne so začimbe. Zdaj mogoče me vprašate pa rečete, joj, ampak tole ne gre skupaj, krompir pa meso ne smeš jesti v istem obroku. Tudi jaz sem nekoč to mislila, kar sem nekje pobrala in nisem ljubitelj mesa in na koncu sem jedla krompir pa solato. Krompir pa solata skupaj redita. Zdaj zakaj? Solata res, da ima nizek glikemični indeks, ampak po drugi strani krompir nima nič beljakovin. In če vam v obroku manjka beljakovin, se vam ne tvorijo hormoni za hujšanje in avtomatično se boste redili. No, se pravi, zdaj prvi nasvet je, če želite na hitro se preoblikovati, začnite dan z zeleno ali s peteršiljem. Naslednji nasvet je, ukinite gluten, se pravi, vse, kar je testenin, riža in to nadomestite z ajdo, proseno kašo, proso pa ajda nimata glutena, predvsem pa uživajte večje količine zelenjave, sveže ali pražene in boste videli, kako hitro se bo vaše telo preoblikovalo. Naslednji nasvet, če želite na hitro preoblikovati, ne vem, tudi shujšati v trebuh, veste kaj, zvečer potrebujete sestavine, da vaše telo tvori hormon DHEA. In o tem sem pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur. V drugem poglavju, se pravi oranžno poglavje, govori sicer o stresnem hormonu, ampak stresni hormon se proizvaja samo čez dan. Če ga zvečer umirimo, se tvori čez noč hormon DHEA in ta hormon vpliva na topljenje maščobe na trebuhu. In dobesedno spite in hujšate. Tako gre. Ampak zvečer potrebujete ta pravo hrano. In zdaj kaj je ta prava hrana? Beljakovine in zelenjava, se pravi, lahko jeste pršut pa olive, pa lahko sir zraven jeste, ampak nič kruha. Ja, vem, ampak verjemite mi, da je dober. Lahko si spečete ajdov kruh. Ajdov kruh sem pisala recept v knjigi, ko imajo čakre žur, v ta zadnji knjigi dobite ta recept. In lahko brez problema zvečer pojeste ajdov kruh in boste videli, krasno se boste počutili in predvsem vaša ta napihnjenost bo enostavno zginila. Tako enostavno. In to ni, ne rabite 3 tedne. Dovolj je 1 teden, da se tega držite. Se pravi, zjutraj zelena, nič glutena in zvečer jeste hrano, ki spodbuja hormon DHEA, se pravi zelenjava in beljakovine. A pa še ena ključna zadeva je, zvečer vzamete 1 gram omega-3 maščobne kisline, dobite omega-3 plus pri meni na spletni strani srečnoživljenje.si in vzamete 1 gram C vitamina. In če to vzamete zvečer, imate vse sestavine, iz katerih potem telo gradi, dela rastni hormon, in boste videli pa hormon DHEA in dobesedno med spanjem se preoblikujete. No, mogoče za vse tiste, ki bi zdaj na hiter gasil, mogoče komplet za hujšanje na moji spletni strani srečnoživljenje.si, tudi ta pomaga do tega, da se spodbudi, da v bistvu sploh začne telo sodelovati z vami, da se odpre celična presnova, da se aktivirajo hormoni, da dejansko cel proces pač steče in ko steče, potem nadaljujete lahko naprej zdravo hrano. Tako da ja, vzemite v roke, ko imajo hormoni žur, pa ko ima življenje žur in tukaj noter imate kup nasvetov, kako se boste spravili v red, dejansko še zdajle pred morjem, preden greste v kopalke, ker glejte, ja, pač ženske smo malo bolj obremenjene s tem kot pa moški, ampak tisto, kar ne moramo sprejeti, ker včasih se tako slabo počutimo v svoji koži, da se potem zakrivamo. In mogoče je pametno kakšno stvar spremeniti in ker nismo koš za smeti, ampak je naše telo svetišče, to pomeni, da poskrbimo tudi za zdrave obroke, ker to je v osnovi
prva stopnja ljubezni do sebe. Tako da delajte to, kar se imate radi, kar se cenite in kar vam je mar za vaše dobro počutje. Pač vaše telo vam bo vračalo s popolnim zdravjem, z dobrim počutjem. Ja, zato, ker se imate radi. Uživajte, vse dobro vam želim in predvsem poskrbite za sebe.